Lep pozdrav še v mojem imenu. Sem Petra Božič, prihajam z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Direktorata za kmetijstvo, sektorja za trajnostno kmetijstvo. Ukvarjam pa se s tematiko tal in gnojili. Super. Jaz sem se z mojimi sodelavci na direktoratu pogovarjala o tem, kaj je regenerativno kmetijstvo. Odzivi in pogledi so bili, moram reči, da kar različni in zanimivi, večinoma pa so zajemali dele tega, kar bi lahko vključili v to pojmovanje. Dejstvo je, kot smo danes že slišali večkrat, da uradne definicije regenerativnega kmetijstva ni. Iz pregleda literature pa izhaja, da je regenerativno kmetijstvo skupek praks, ki ohranjajo kmetijsko produktivnost, povečujejo biotsko raznovrstnost in izboljšujejo ekosistemske storitve, vključno z zajemanjem in shranjevanjem ogljika. Tudi zasledila sem eno definicijo, da je regenerativno kmetovanje sklop kmetijskih metod, ki povečujejo biotsko raznovrstnost in organsko snov v tleh, ter tako pozitivno vplivajo na zdravje tal. Potem se pa moramo takoj vprašati, kakšna je definicija zdravih tal? Kaj so to zdrava tla? Spet smo pri tem, da uradne definicije zdravih tal na evropskem nivoju še nimamo, vendar prihaja s tako imenovanim Soil Health Law, ki ga pripravlja Evropska komisija. Ta zakon oziroma zakonodajni akt je direktna posledica strategije o tleh evropske. Objava tega osnutka je napovedana v prvi četrtini naslednjega leta. Načeloma pa pojem zdrava tla z vidika kmetijske proizvodnje razumemo kot tla, ki podpirajo biotsko raznovrstnost, imajo osrednjo vlogo pri sekvestraciji in shranjevanju ogljika in pa zagotavljajo številne druge ekosistemske storitve. Če se ustavimo pri bistvu regenerativnega kmetijstva. Študija Sveta Evropskih akademij za znanost, ki služi kot osnova za današnji posvet, navaja, da v nasprotju z drugimi sorodnimi koncepti se regenerativno kmetijstvo ne obravnava kot a priori opredeljeno z določenim naborom pravil in praks. Namesto tega se določijo cilji, ki jih je treba doseči, nato pa se sčasoma sprejmejo prakse in nove tehnologije, ki pripomorejo k doseganju teh ciljev. Ta študija navaja dve bistveni sestavini regenerativnega kmetijstva, in sicer regeneracijo oziroma obnovo, zlasti zdravja tal, vključeno s povečanjem zmogljivosti zajemanja in shranjevanja ogljika za blažitev podnebnih sprememb, ter sprememb potreba izgube biotske raznovrstnosti. Jaz sem tukaj mojo predstavitev majčkeno skrajšala, ker smo te definicije zdaj že dvakrat slišali. V strateškem načrtu skupne kmetijske politike, kot je v svojem nagovoru povedal že državni sekretar, je to ključni dokument kmetijske politike in Evropska komisija ga je potrdila 28. oktobra letos, smo naslovili ohranjanje in varstvo tal za vrsto intervencij. Pri pripravi strateškega načrta smo izhajali iz trenutnega stanja in trendov, upoštevali smo naravne in strukturne danosti ter pričakovanja potrošnika in širše družbe. Upoštevali smo številne evropske in nacionalne strateške dokumente, kot so Evropski zeleni dogovor v okviru strategije od vil do vilic in strategije za biotsko raznovrstnost, dolgoročno vizijo za podeželska območja ter druge strateške dokumente EU, kot so na primer strategija EU za gozdove, tla, metan, krožno in biogospodarstvo. Nato smo upoštevali tudi vsa priporočila Evropske komisije, resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021, tudi številne druge strateške dokumente, predvsem z področja varovanja okolja in podnebnih sprememb, kot na primer resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050 in nacionalni energetski in podnebni načrt, tako imenovani NEPN, in pa program upravljanja območij Natura 2000 ter načrt upravljanja na voda. Lahko rečemo v kratkem, da je strateški načrt skupne kmetijske politike zelo ambiciozen. Je tudi prvi strateški načrt, ki združuje tako prvi kot drugi steber kmetijske politike in bo za izvedbo precej zahteven. Pripravljen je skladno z 10 specifičnimi cilji, določenimi z Evropsko uredbo za strateške načrte. Z vidika regenerativnega kmetijstva so pomembni predvsem specifični cilj 4, prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji,
Specifični cilj 5, spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak, ter specifični cilj 6, prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine. Intervencije, to so prej imenovani ukrepi, sedaj se to imenuje intervencije, so v strateškem načrtu razdeljene na pogojenost, neposredna plačila, sektorske intervencije ter razvoj podeželja. V vseh teh naštetih segmentih pa najdemo elemente regenerativnega kmetijstva. Pa če začnemo pri pogojenosti. Mnogi jo poznate iz preteklosti kot navzkrižno skladnost in zajema obvezna pravila oziroma standarde, ki jih bojo morali izpolnjevati vsi upravičenci do plačil skupne kmetijske politike, če bodo želeli prejemati neposredna plačila in ostala plačila vezana na površine ali živali. Pogojenost zajema področja klima in okolja, javnega zdravja, zdravja živali in rastlin. Znotraj teh področij so glavne vsebine podnebne spremembe, voda, tla, biodiverziteta in krajina ter varna hrana, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in dobrobit živali. Tu so določeni dobri kmetijsko-okoljski pogoji, tako imenovani DKOP ali GAEK, ter predpisane zahteve ravnanja oziroma tako imenovane PZR-ji. Z vidika varovanja tal lahko pri dobrih kmetijsko-okoljskih pogojih izpostavimo tako imenovani DKOP 5, upravljanje obdelave za zmanjšanje tveganja degradacije in erozije tal, vključno z upoštevanjem naklona terena. Ta zahteva se izvaja na vseh kmetijah, ki imajo kmetijska zemljišča za rabo njiva s srednjim naklonom 10% ali več. Med 15. novembrom in 15. februarjem je potrebno upoštevati vsaj enega od sledečih ukrepov, in sicer oranje po plastnicah, ohranjanje strnišča ali poskrbeti za ozelenitev. Naslednji, ki ga izpostavljam, je DKOP 6, minimalna pokritost tal za preprečevanje golih tal v obdobjih, ko so najbolj občutljiva. Tu se talna odeja vzdržuje na vsaj 80% kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva v času od 15.11. do 15.2. naslednje leto. Potem pa sledi še DKOP 7, kolobarjenje na ornih zemljiščih, razen za kmetijske rastline gojene pod vodo. Ta zahteva se izvaja na vseh kmetijskih gospodarstvih z ornimi površinami oziroma trajnimi nasadi. Tu je obvezna menjava posevkov vsako leto na najmanj 60% ornih površin. Z izvajanjem teh treh DKOP-ov, pa tudi ostalih, zmanjšujemo erozijo, povečujemo organsko snov v tleh in preprečujemo prekomerno izpiranje hranil. Seveda pa tudi vsi ostali dobri kmetijsko-okoljski pogoji in pa predpisane zahteve ravnanja govorijo v prid regenerativnemu kmetovanju. Naslednje na seznamu intervencij, ki so v luči regenerativnega kmetijstva, so intervencije v obliki neposrednih plačil. In sicer vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline, ki je namenjena povečanju obsega pridelave beljakovinskih rastlin in izboljšanju konkurenčnosti pridelave. Tu so do podpore upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva, ki pridelujejo lucerno, detelje, deteljno-travne mešanice, krmni bob, krmni grah, sojo, grašico, volčji bob, grah, fižol, lečo, čičeriko ali grahor. Druga intervencija iz sheme neposrednih plačil pa je tako imenovana SOPO-shema oziroma sheme za podnebje in okolje. Te sheme nadgrajujejo obvezne standarde pogojenosti. So prostovoljne in so zahtevnejše od pogojenosti, presegajo zadevne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali, pa tudi druge zadevne obvezne zahteve, določene v nacionalnem pravu in pravu Unije, ter pogoje določene za vzdrževanje kmetijske površine in se razlikujejo od obveznosti KOPOP. Izvajalo se bo 11 shem na travinju, njivah ali v trajnih nasadih, na temo tal pa lahko izpostavimo sheme naknadni posevki in podsevki, ozelenitev ornih površin prek zime in konzervirajoča obdelava tal. Rada bi opozorila tudi na tole shemo, trikotno, kjer vidimo, da osnovo predstavlja pogojenost, nadgradnja tega so SOPO-sheme, še nadgradnja temu pa ukrep KOPOP. No, tukaj smo pa že prišli do intervencije razvoja podeželja. Tukaj so navedene v eni taki pregledni shemi. Lahko vidimo, da so zelo raznolike
Iz vidika regenerativnega kmetijstva pa velja poudariti intervencije na področju okolja, se pravi vse intervencije navedene tukaj, in pa naložbe s pozitivnim učinkom na okolje, ki so združene navedene tukaj. Ker je časa zelo malo, se bomo ustavili le še pri intervenciji kmetijsko-okoljska podnebna plačila oziroma tako imenovanem KOPOP-u. S to intervencijo naslavljamo 3 specifične cilje, zato je tudi intervencija programirana v 3 delih. KOPOP podnebne spremembe, KOPOP naravni viri in KOPOP biotska raznovrstnost in krajina. Iz seznama operacij lahko vidimo, da intervencija KOPOP zajema veliko vidikov regenerativnega kmetovanja. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je intervencija KOPOP še zahtevnejša za izvajanje kot so sheme, saj predstavlja nadgradnjo le-te. Se pravi, se spomnimo prejšnje piramidalne sheme. Tekom prezentacije je bil večji poudarek dan na varovanje tal, seveda pa strateški načrt vključuje različne intervencije tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti, tako preko pogojenosti, soposheme, intervencije KOPOP in tudi intervencije plačila Natura 2000. S to intervencijo se na območjih Natura 2000 varuje barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju, travniško morsko čebulico na Planinskem polju, traviščne habitatne tipe iz načrta upravljanja na Goričkem ter mokrotne travnike na več različnih območij. Na koncu pa seveda moramo nasloviti tudi tako imenovane horizontalne cilje. Z izrazom sistem znanja in inovacij na področju kmetijstva, tako imenovani AKIS, opisujemo združevanje ljudi in organizacij z namenom spodbujanja vzajemnega učenja ter ustvarjanja, deljenja in uporabe znanja in informacij povezanih s kmetijstvom. Tudi v strateškem načrtu je AKIS vključen kot horizontalni cilj. Na tem mestu bi izpostavila 2 intervenciji strateškega načrta, in sicer izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev ter podpora za projekte EIP. Te intervencije so zelo pomembne, saj z njimi zagotavljamo prenos znanja in pa spodbujamo tehnološki razvoj in uvedbo novih rešitev za reševanje konkretnih specifičnih problemov in ciljev na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v skladu z SKP in navedenimi specifičnimi cilji strateškega načrta. Strateški načrt pa se dopolnjuje tudi z mehanizmom za okrevanje in odpornost, preko katerega smo pristopili k izdelavi orodja za trajnostnost kmetij za hranila oziroma tako imenovani FAST tool, ki se tudi povezuje s principi regenerativnega kmetovanja. Prišli smo do konca moje prezentacije. Zahvalila bi se vam za pozornost in pa predvsem bi vas rada povabila na ogled naše spletne strani skp.si, kjer najdete celoten strateški načrt vseh 1300 strani plus priloge. Najdete tam noter zelo natančne opise, pogoje in zahteve vseh navedenih ukrepov. Tam najdete tudi video posnetke predstavitev strateškega načrta, ki so mogoče za začetek, za razumevanje celotne sestave strateškega načrta mogoče dober korak. Tam najdete tudi vse aktualne informacije z področja SKP. Ta drugo vabilo pa velja za 5. decembra, za 5. december na srečanje Slovenskega partnerstva za tla, v okviru katerega organiziramo tudi spletni dogodek z letošnjim sloganom Tla, kjer se hrana začne. Vabilo in pa povezavo boste lahko našli na spletnih straneh tako MKGP kot MOP. Najlepša hvala.